Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Pred nami je drugi polčas tekme 9. kroga v prvi MNZ Maribor med domačo Marjeto in pa gostujočo zasedbo iz Malečnika. Po prvem delu domači nogometaši vodijo z 2-0. Prvi zadetek na obračunu 31 minuti dosegal Gajser, nato je na 2-0 povišal Žunkovič. V 33 minuti je rdeč karton prejel branilec Malečnika Gregor Pompršak, ali nekaj minut kasneje v 39. je drugi rumeni karton prejel nogometaš Marjete in posledično seveda tudi rdečega ter bil tako izključen. Tako v obeh taborih za ta drugi del pričenjajo z 10 nogometaši v polju. Bomo videli, kateri se bodo bolje znašli, a jasno Marjeta ima zares je v zares dobrem položaju pred nadaljevanjem tekme. Pri gostih je za ta drugi del prišlo še do 2 zamenjav. V igro sta prišla številko 18 Jan Lampret in pa številko 6 Jan Šavrič. Jan Šavrič je na desni strani v obrambi zamenjal Korošca, ki je na nek način v prvem delu prišel na ta položaj po sili razmer po prejetem rdečem kartonu. Jan Lampret pa je v igro prišel na mesto številke 25 Hozjana. Seveda bodo pri gostih poizkušali priti do hitrega zadetka, kateri bi jih na nek način vrnil ta obračun, morda celo vnesel nekaj panike v domačo ekipo. Kočar mirno vrača proti Davidu Franciju. Ta je iskal Stopinška, tako je bil ob njem Jan Šavorič. Lampret v prostor proti Gorzi. Gorza strelja, obramba Dobnika. Obramba Dobnika. V 47 minuti so pri gostih že nevarne zapretili. Lepo je z desne strani zaključeval Gorza, izkazal se je Dobnik z dobro refleksno obrambo. Prvi udarec iz kota za Malečnik v drugem polčasu, skupno drugi. Tokrat proti bližnji vratnici izbija Kolar. Gajser nekoliko srečen na koncu do žoge, še vedno Gajser. Gajser vrača proti Kolarju. Napako je storil Kolar, popravil je takoj žogo dovzel Dobaju, out za Malečnik. Fanedl proti Gorzi. Karič, atraktivno Karič proti Fanedlu. Prekršek Gorze nad Kolarjem. Še enkrat lahko vidimo ta prekršek v počasnem posnetku. Prosti strel bo za domači izvedel kapetan Žunkovič. Žunkovič s podajo proti Megliču, tokrat od njega uspešnejši Krajnc. Še vedno Meglič pritiska na vratarja Podgorelca. Ta žogo izbija v out. Izvedel ga bo Stopinšek, Stopinšek proti Kočarju. Kočar vrača vse nazaj do Davida Francija. Žunkovič. Ta znova proti Davidu Franciju, na nje pritisnil Gorza, dobro se je znašel David Franci. Na levo stran proti Špehonji. Izbija Brence mirno proti Lampretu. Lepo se je znašel Lampret. Gorza. Še vedno Gorza v preigravanju. Prekršek na koncu Stopinška ter Kočarja, ki sta skupnimi močmi zaustavila Gorzo. Karič je videl tekajočega Dobaja, medtem pri žogi Gajser. Še vedno Gajser.
v prepovedanem položaju se je znašel Stopinšek, na hitre prosti strel izvedel Šavrič, takoj proti Lampretu, gre za dva nogometaša, ki sta v igro vstopila za ta drugi del. Še vedno Lampret, Gorza, lepo je našel Kariča, vrača Gorzi, Fanjedl, posem sam Fanjedl, Brence proti Kariču. Karič z visoko podajo prostor do Baju, ki se je znašel v prepovedanem položaju. Še enkrat lahko vidimo ta prepovedan položaj do Baja, sicer lepa podaja Kariča. V preostalih tekmah tega 9. kroga v prvi MNZ Maribor, ki so bile odigrane včeraj, v oči bode zagotovo zmaga Akumulatorja, ki je z visokih 7-0 ugnal Roho na svojem terenu in jim zadal res boleč udarec v boju za spodnji del lestvice, če lahko tako rečemo. Akumulator se je s temi 3 točkami preselil na 7. mesto. Duplečani so prišli do prve točke na gostovanju v Pesnici, so odigrali 1-1 ter morda na nek način napovedali boljše igranje v nadaljevanju prvenstva. Jasno, če bodo želeli obstati, bodo morali pričeti s tem rednim nabiranjem točk, kar je zelo, zelo težko pričakovati. Starše so remizirale na domačem igrišču proti Jurovskemu Dolu z 2-2. Gostje so še drugič zapored zapravili 2 zadetka prednosti, na koncu zgolj do točke. Jasno, to se jim bo zagotovo poznalo v boju za najvišja mesta. Pohorje je bilo v sosedskem obračunu nekoliko pričakovano uspešnejše od Marles Hiš s 3-1. Brez večjih težav so premagali limbuško zasedbo. Miklavž pa nadaljuje z dobrimi predstavami ter ostaja najbližji zasledovalec Račam. Na gostovanju na Koroškem v Radljah so slavili z 1-3, upisali pomembne 3 točke, da tako, kot že rečeno, ostajajo v boju za vrh prvenstvene lestvice. Špehonja, še vedno posesti Špehonja, prekršek je storil Gorza. Žunkovič proti Kovačiču. Kovačič spodajo proti Davidu Franciju. David Franciju prostor proti Megliču. Še vedno posesti Meglič, atraktivno Meglič proti Kočarju. Še vedno Kočar s povratno podajo proti Megliču, ta je sprožil obramba Podgorelca, ostaja 2-0 za domače. Lepo so to vse skupaj odigrali pri Marjeti, prvotno Meglič proti Kočarju, ta pa z nesebično povratno podajo znova proti Megliču, a ta je sprožil preveč po sredini vrat, obramba Podgorelca. Veliko prostora ima sedaj Kovačič, žogo prepušča Žunkoviču. Ta na desno, kjer je Gajser. Gajser v prostor proti Kovačiču, slednji se je znašel v prepovedanem položaju. Lampret. Še vedno pri žogi Lampret, vrača Janžekoviču. Krajnc. Znova proti Lampretu. Gorza. Prekršek Špehonje. Prosti strel je izvedel Gorza na kratko proti Kariču. Še vedno pri žogi Karič s prenosom na desno stran, kjer je Brence. Žoga ostaja v igrišču, Kolar in Brence v dvoboju. Out za Malečnik. Dobaj. Janžekovič.
Dobaj, še vedno Dobaj, podaljšal je proti Brencetu. Brence s povratno podajo proti Kariču, še vedno Karič. Karič streljal, bo tu Kočar. Jan Žekovič z velike razdalje čez vrata je sprožil centralni branilec gostujočega moštva. Še enkrat več si lahko ogledamo ta poizkus Jan Žekoviča. Iz avta bo za goste sedaj metal Šavorič. Šavorič je uspel žogo zadržati v igrišču. V tem dvoboju z Janžekovičem jo je tokrat skupil Meglič. Še enkrat si lahko vse skupaj ogledamo v počasnem posnetku. Tukaj je neroden udarec v glavo prejel Meglič, ki sedaj potrebuje zdravniško pomoč. Še vedno je na tleh Meglič sedaj je ostal in kot vse kaže, bo lahko nadaljeval z obračunom. Kočar vrača Špehonji, ta nazaj vse do Davida Francija, ta na kratko proti Žunkoviču. Še vedno Žunkovič proti Megliču. Uspešno si je žogo ustavil Meglič. Kočar takoj v prostor proti Stopinšku. Šavorič proti Lampretu. Še vedno Lampret, uspešnejši od Kočarja. Umešal se Špehonja. Meglič vrača Kolarju. Brence mirno proti Krajncu. Karič, Dobaj, še vedno posesti Dobaj. Prosti strel sedaj za Malečnik, ali lahko morda tudi gostje nevarne zapretijo standardnega položaja. Še enkrat več si lahko ogledamo ta prekršek Gajserja nad Karičem. Iz igre medtem pri domačih odhaja številko 11 Bor Meglič. V igro pa prihaja številko 18 Aljoša Poš. Pravočasno je Zradobnik. Lampret, še vedno Lampret, spodaja v kazenski prostor, izbija Kolar. Prekršek Špehonje. Znova lahko vidimo ta prekršek nad Lampretom. Preoster je bil tokrat številko 8 Špehonja. Karič z velike razdalje, brez nevarnosti za domačega vratarja Dobnika.
Špehonja. Špehonja je spodajal prostor, iskal Stopinška. Šavorič proti Gorzi, še vedno Gorza. Gorza na levo stran proti Fanjedlu. Dobaj. Dobaj v samostojni akciji. Znova je iskal Fanjedla. Out na koncu za Malečnik. Dobaj spodajal prostor, videl je tekajočega Gorzo. Špehonja je dobro sledil tej kombinaciji Malečnika. Bil dovolj pozoren in žogo izbil, priboril svoje ekipi. Stopinšek med temu proti Kočarju, še vedno Kočar, povratna podaja do Stopinška. V prostor Stopinšek lepo proti Gajserju. Še vedno Gajser. Gajser v preigravanju. Gajser hitrejši od Janžekoviča. Pomoč mu je prišel Krajnc. Lampret. Karič. Še vedno Karič. Prekršek iztoril David Franci. Rumeni karton bo sedaj za to posredovanje oziroma za to prekinitev poizkusa prostega strela Malečnika prejel Kočar. Karič proti Lampretu. Še vedno Lampret, tokrat nesporazum v taboru Malečnika. Kolar. Kolar proti Pošu. Prekršek je storil Poš. Ajde, gremo! Krajnc proti Kariču. Karič na desno stran, kjer je Šavorič. Karič žogo vrača proti Krajncu. Ta Dubaju. Mirno znova obramba Marjete. Žunkovič vrača Dobniku. Kovačič še enkrat več vrača Žunkoviču. Nogometaši Malečnika bodo v naslednjem 10. krogu v prvem menu za Maribor gostili Roko, ekipo, ki je v tem krogu doživela res visok poraz 7-0 in kot vse kaže, ne more konkurirati tem ekipam iz zgornjega dela prvenstvene lestvice. Po tem porazu je prišlo na trenerskem stolčku Roha do zamenjave. Krajnc med tem proti Janžekoviču. Fanjedl, lepo sedaj Fanjedl mimo Kovačiča, vrača proti Lampretu. Lampret pravočasno na desno stran, kjer je Šavorič. Zbija Žunkovič. Karič in Špehonja v dvoboju. Iz avta bo za domače sedaj metal številko 8 Špehonja. Nogometaše Marjete pa čaka nova domača preizkušnja. Odigrali bodo tekmo proti Pohorju. Zagotovo vse prej kot enostaven obračun za nogometaše Zdravskega polja. Pohorci so prišli na 6. mesto in počasi vztrajno dvigujejo svoj nivo nogometa, redno prihajajo do točk, redno zmagujejo. Še enkrat več si lahko ogledamo to situacijo v počasnem posnetku. V prepovedanem položaju se je znašel Poš, zelo natesno je bilo v tej situaciji. Še vedno Karič, brez prekrška nad Karičem. Kočar je zapravil žogo. Lampret s podajo proti Dubaju, pravočasni izvrat sicer
Podobnik v prepovedanem položaju se je znašel Dobaj. Nekaj težav sedaj v zvezni vrsti za Kočarja. Tu se kaže, ima sedaj Kočar nekaj težav s krči. Bomo videli, ali bo lahko nadaljeval z dvobojem, oziroma kako se bo odločil glavni trener Marjete. Ali bo Kočarja kljub vsemu pustil še v igri. Teče 66. minuta obračuna. Žunkovič mirno vrača proti Davidu Franciju. Še vedno pa rezultat z prvega polčasa 2:0 za Marjeto, ko sta zadetek v 31 minuti dosegal Gajser, na to na 2:0 pa je postavil 37. Žunkovič. Na levi strani ima sedaj veliko prostora Špehonja. Špehonja vrača proti Franciju, še vedno Franciju posesti. Napako je sedaj storil Franci. Veliko prostora se odkriva nogometašem Malečnika. Gorza lepo proti Dobaju, Dobaj strelja mimo gola. Mimo gola je sprožil Blaž Dobaj, ostaja 2:0 za domače. Sijajna priložnost je bila to za Dobaja, lepo sta vse skupaj odigrala Gorza ter Dobaj. Pri zaključku pa slednji ni bil najbolj zbran, sprožil mimo vrat in ostaja 2:0 za domače. Sedaj je obležal še številko 19 David Franci. Sedaj jasno, vse te prekinitve so na nek način voda na mlin domačega moštva, ki še vedno vodi z 2 zadetkoma prednosti. Tekma se končno tudi lahko nadaljuje. Žunkovič z visoko podajo proti Pošu, višji Krajnc. Brence, nanj je pritisnil Poš, pravočasno je žogo dal Brence. Dobaj je lepo preigral sedaj Kovačiča. Kolar in Dobaj v dvoboju. Fanedl, še vedno Fanedl, izgubil žogo Fanedl. Poš. Gajser s podajo na levo stran, kjer je Stopinšek. Še vedno Stopinšek. Iskal je Poša, posredoval je Krajnc. Krajnc takoj proti Šavoriču, še vedno Šavorič. Gorza v samostojni akciji, dobro je bil nanj pozoren Špehonja. Iz avta Gorza takoj proti Šavoriču. Karič videl tekajočega Gorzo, toda znova na mesto obramba Marjete. Gajser lepo proti Špehonji, Špehonja pa spodal prostor, oziroma poizkusil je spodal prostor proti Kočarju. Prehitra podaja bila to na koncu za slednjega. Šavorič, še vedno Šavorič. Žunkovič se je dobro omešal, še vedno Kočar. Kočar pa z lepo podajal prostor proti Žunkoviču. Žunkovič, tokrat pa dobro Podgorelec. Kolar. Ej, sudja! Daj stavi tamo! Heči pa da bijati spokojnije.
Še enkrat več si lahko ogledamo Daj, Svilja, če pičko vate, no. situacijo po časnem posnetku. Dobro je sedaj posredoval Podgorelec v zadnjem trenutku na nek način preprečil strel Žunkoviča. Kolar oziroma Gajser proti Kočarju, ta na levo stran, kjer je Stopinšek. Še vedno Stopinšek, Gajser. Mirno Gajser proti Kovačiču. Poš. Poš na desno stran proti Kovačiču. Kovačič spodaj proti oddaljenejši vratnici. Kočar je visoko skočil, a brez večje nevarnosti oziroma brez nevarnosti za Podgorelca. Še enkrat več v počasnem posnetku ta situacija oziroma ta akcija domače ekipe. Zaključek Kočarja. Prekršek Kovačiča med tem nad Dobajem. Pri Marjeti so do tega kroga največ zadetkov dosegli Nino Franci, Tilen Gajser ter Bor Meglič, vsi trije po 4. S tremi sledi Nec Petrka, 2 sta dodala tudi Gorazd Gorinšek ter Aljaž Kovačič, skupno pa so nogometaši Marjete dosegli 22 zadetkov. Dobaj v priložnosti, sijajna obramba Dobnika. Še enkrat več se je z dobro reakcijo v vratih izkazal Dobnik. Dobaj s povratno podajo proti Fanedlu. Fanedl ni najbolje sprejel žoge. Krajnc uspešnejši od Kočarja, žoga na koncu vendarle do domačih. David Franci podaja na levo stran, kjer je Špehonja. Še vedno posesti Špehonja. Gostje so imeli 2 lepi priložnosti v tem drugem polčasu, obe je zapravil Dobaj. Kovačič proti Gajserju. Poš, še vedno pri žogi Poš proti Kolarju. Kolar napako si je sedaj privoščil Jan Žekovič, ki je zgrešil celotno žogo in na 3-0 je povišal Stopinšek. Še enkrat lahko ta zadetek vidimo v počasnem posnetku. Predložek Kolarja z desne strani, tukaj pa nova nespretna reakcija v obrambi Malečnika, katero je izkoristil Stopinšek in v 73 minuti povišal prednost Marjete na 3-0. To pa je zagotovo zadetek, ki je po vsej verjetnosti razrešil vse dvome o zmagovalcu na tem obračunu. Pri Malečniku so pred kakšno minuto ali 2 zapravili sjajno priložnost za znižanje, na drugi strani Marjeta ni in prišla do povišanja prednosti na 3 zadetkov. Karič proti Lampretu, ta na desno stran, kjer je Šavorič. Še vedno posesti Šavorič. Šavorič spodaj na levo stran proti Dobaju. Dobaj in Kolar v dvoboju, zapletel se Dobaj. Še vedno Kolar. Prekršek med tem Dobaja. Dobro igrišča se pripravlja zamenjava v taboru Malečnika. Iz igre odhaja številko 17 Fanedl. V igro pa prihaja številko 11 Andrej Fanedl. Pri Malečniku pa, kot že prej rečeno, je največ zadetkov dosegel Vito Borza, kar 14.
Po 3 sta dodala Blaž Dobaj ter Luka Ulbin, po 2 pa še Miha Janžekovič. Skupno so pri Malečniku dosegli že kar 26 zadetkov. Danes se ta kvaliteta v napadu, oziroma ni prišla do izraza ta kvaliteta, ta napadalna kvaliteta Malečnika. Uspeli so si priigrati nekaj priložnosti, a zmanjkalo je nekaj zbranosti v samem zaključku akcij. Kar se pa tiče rumenih kartonov, pa pri Malečniku so po 2 prejeli Miha Bračko, Staš Vanedl ter Miha Janžekovič. Skupno so jih na svoj račun opisali gostje 12. Zaenkrat, če niso prejeli nobenega rdečega kartona. Na drugi strani pri Marjeti pa 4 rumenimi kartoni Gorazd Gorinšek, 3 Prevnec Ekart, 2 David Franci ter Staš Petrovič. Skupno so pri Marjeti prejeli že kar 23 rumenih in tudi 2 rdeča kartona. Leta sta dobila Isufi ter Kolar. Vanedl vrača proti Janžekoviču. Dobaj tokrat uspešnejši od Kolarja. Še vedno Dobaj spodaj je na desni strani iskal Gorzo. Janžekovič, Lampret. Gorza. Težave imajo sedaj tudi Gorza. Mislim, da je že razvidno, da tudi pri Malečniku na nek način ne verjamejo več, da lahko pridejo še do kakšne točke na tej tekmi. Žunkovič proti Kovačiču. Še vedno Kovačič. Kovačič spodaj na levo stran, kjer je Špehonja. Kovačič lepo na kratko proti Špehonji. Še vedno pri žogi domači nogometaši, ki jo sedaj pametno zadržujejo. Pa daj malo napajte, no. Ne bo zdaj se zdaj kitkovi, 15 ljudi pa gledali, no. Dobnik na kratko proti Gajserju. Gajser znova na levo stran, kjer je Špehonja. Še vedno posesti Špehonja. Pri gostih sta v tej sezoni največ minut zbrala Miha Janžekovič ter Marko Krajnc. Odigrala sta jih 720, vratar Anže Teršavec, ki ga danes ni, namesto njega je v vratih Podgorelec. Lampret. Iz igre v taboru domačih sedaj odhaja številko 3 Stopinšek, v igro pa prihaja številko 4 Iztok Pišek. Pišek vrača proti Davidu Franciju, ta znova do Piška. Napako je sedaj storil Pišek. Dobaj proti Kariču, ta znova z dvojno podajo proti Dobaju. Dobaj je sprožil še ena obramba Dobnika. No kot sedaj za Malečnik, še enkrat lahko vidimo ta poizkus Dobaja. Z razdalje obramba Dobnika, ostaja 3-0 za Marjeto. Podaja proti oddaljenejši vratnici, žoga je prišla do Gorze, še vedno Gorza v posesti. Gorza in Kovačič v dvoboju, uspešnejši Kovačič.
Podaja proti Kočarju, še vedno Kočar. Lepo je na desni strani videl Poša. Poš in Brence v dvoboju. Še vedno Poš. Uspešnejši Brence. Poš in Brence znova v dvoboju. Poš tokrat uspešnejši. Popravlja napako Brenceta. Oziroma vse skupaj je na koncu razrešil Krajnc. Žogo sedaj Kočar športno pošilja z igrišča, obležal je Brence, seveda slednji je že ostal. Nekaj manjših težav sedaj tudi skrčil taboru Malečnika. Šavorič proti Krajncu. Ta pa žogo športno vrača domačim nogometašem. Pri domačih pa je največ minut do tega dvoboja seveda zbral Gorazd Gorinšek, odigral jih je 720. Nino Franci sledi 694 in Domen Žunkovič jih ima na svojem računu 630. S 578 pa na četrtem mestu sledi Tilen Gajser. Kolar proti Pošu. Žoga je že zapustila igrišče. Brence hitro iz avta proti Fanedlu, ta vrača Brencetu, avt za domače moštvo. Krajnc in Poš v dvoboju. Prekršek istoriju Poš. Oziroma na koncu, kot vse kaže, prekršek gostujočega branilca. Vendarle bo prosti strel za domače sedaj izvedel Kolar, žogo mirno vrača proti Žunkoviču. David Franci proti Gajserju. Dobnik proti Žunkoviču. Izbija Brence. Težave znova Piška. Po levi strani je sedaj v protinapad krenil Špehonja. Nesporazum med Špehonjo ter Kovačičem. Lampret proti Gorzi. Gorza spodaja na levo stran, kjer je Karič. Karič je lepo videl tekajočega Fanedla, prehitra podaja je bila to za slednjega. Out medtem za Malečnik. Na nek način sedaj tako eni kot drugi še samo čakajo konec tega obračuna, teče 84. minuta. Dobaj še vedno, Dobaj strelja 3-1, 84. minuta, vendarle je Blaž Dobaj sedaj izkoristil to priložnost in gostje so prišli v 84. minuti do znižanja na 3-1, še enkrat se lahko ogledamo ta zadetek. Lepo je Karič žogo spustil Dobaju, ta je preigral Piška in Kolarja ter z levico žogo poslal mimo vratarja Dobnika. Prekršek Krajnca. Špehonja.
Še vedno posesti Špehonja. Špehonja in Šavorič v dvoboju, tokrat uspešnejši Šavorič. Out za domače. Gajser ga je hitro izvedel proti Špehonji. Še vedno Špehonja, v bloku Šavorič. Vse skupaj sedaj poteka po željah Marjete, razen tega zadetka, ki so ga prejeli pred kakšno minuto. A še vedno je prednost domačih lepa, 2 zadetkov, 3-1, 5 minut do konca obračuna. Kovačič pa nenatančen pri povratni podaji oziroma pri oddaji žoge Špehonji. Krajnc proti Lampretu. Janžekovič vrača Šavoriču. Lampret. Janžekovič proti Gorzi, še vedno Gorza. Gorza v samostojni akciji, Gorza spodaja na levo stran, kjer je Dobaj. Še vedno Dobaj v preigravanju, Dobaj je priboril kot Malečniku, ali lahko goste pridejo do zadetka in znižanja na 3-2, kar bi zagotovo popestrilo teh zadnjih 5 minut obračuna. Predložek proti bližnji vratnici, kjer je bil dovolj pozoren Kolar, Poš, še vedno Poš v samostojni akciji. Drence. Lampret proti Kariču. Še vedno Karič. Prekršek Poša. Teče 87 minuta obračuna, prosti strel bo sedaj za Malečnik izvedel Amir Karič. Karič proti Gorzi, morda nekoliko previsoka podaja za slednjega, brez nevarnosti za Dobnika, ostaja 3-1 za Maljeto. Še enkrat lahko vidimo ta poizkus Gorze. Šukovič s podajo proti Kočarju. Dobro je prebral let te žoge Krajnc. Napaka Šavriča, izbija Kolar. Lampret s podajo proti Kariču. Izbija Žunkovič. Dobaj tokrat uspešnejši od Kolarja. Še vedno Dobaj. Izbija David Franci kot za Malečnik, teče 89 minuta dvoboja. Izvajalec številko 10, Blaž Dobaj. Morda bi tukaj Dobaj lahko na kratko žogo odigral proti Kariču, ki je bil povsem sam v kazenskem prostoru. Izvrat Dobnik, izbija Gajser. Kočar in Lampret v dvoboju. Prekršek Lampreta nad Kočarjem. Špehonja proti Kočarju. Kočar spodaja prostor proti Pošu. Pravočasno izvrat Podgorelec. Krajnc do Kariča. Še vedno Karič z visoko podajo proti Gorzi. Še vedno Gorza s povratno podajo proti Janžekoviču. Dobro, še enkrat več v obrambi Žunkovič.
Kovačič, še vedno posesti Kovačič. Na pritiska Krajnc. Krajnc in Brence v dvoboju, prekršek je storil Kovačič. Javno zrak, ne? Tam. Še ena zamenjava v robu igrišča, v igro prihaja Sufi, iz igre pa odhaja številko 10, Lučo Kočar. Oziroma v igre prišel Matej Selinšek. Lepa podaja na levo stran proti Dobaju. Dovolj hiter Dobaj, a vendarle do žoge Kolar. Šavorič proti Lampretu. Janžekovič je videl tekajočega Fanjedla. Ajde, Miha! Špehonja, še vedno Špehonja v posesti. Špehonja proti Kovačiču. Še vedno Kovačič v poizkusu preigravanja, priboril je kot svoje ekipi, teče pa že sodniški dodatek in nogometaši Marjete bodo prišli do zmage na tem dvoboju in do svoje, kot že rečeno, 20. točke. Tako bodo prehiteli Jurovski Dol na 3. mestu in se povsem priključili boju za sam vrh. Prve MNZ Maribor, izvajalec Selinšek. Proti Pošu, še vedno Poš. Poš in Šavorič v dvoboju. Out za domače. Znova pri žogi Poš. Še vedno Poš. Poš v preigravanju. Gol out za gostujočega vratarja Podgorelca. Podgorelec proti Kariču. Še vedno Karič. Proti Fanjedlu. Umešal se je Gajser in glavni sodnik je med tem odpiskal konec derbija tega 9. kroga v prvi MNZ Maribor. Zmage s 3-1 pa se veselijo domači nogometaši Marjete. Sedaj si bomo lahko ogledali še vse 4 zadetke na tem dvoboju. Prvi gol v 31. minuti je z prostega strela dosegel Gajser. Res sijajen zadetek Gajserja. Na to povišanje na 2-0 v 37. minuti. Z kota strelec pa Žunkovič. Na 3-0 je prednost domačih povišal Stopinšek po podaji Kolarja in novi zmedi v obrambi Malečnika. Na to pa časten zadetek za goste v 84. minuti. Strelec pa Blaž Dobaj, ki je tako postavil končnih 3-1. Nogometaši Marjete tako ostajajo v boju za vrh prvenstvene lestvice. Nogometaši Malečnika pa so se od tega še nekoliko oddaljili. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče tega 9. kroga v prvi MNZ Maribor. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.